Poročna obleka. Poročna obleka. Po poročno obleko moram. Veliko se pogovarjava o tem. Ja. A se zgodi? Ne vemo. Ne, fajn, lepe stvari se dogajajo. Lepa nevesta sem bila, ne? Lepe, Ja, ful lepa nevesta sem veliko bila, stvari ne? se še zgodi. Tudi med nama se veliko stvari še zgodi, a ne? Ne more svoje kože. Ja, torej v bodoče se pa potem razvija, bi rekel, bolj v tako najno akcijski del, ne? Ja, se združiva. Midva V se akciji združiva. se združiva. V Jaz ga akcijo. uspem končno prepričati, da me mora poslušati. Trmastega ne. Borisa. Ja, trmastega Borisa, da mora mene poslušati, a ne? In da imamo ženske kdaj prav, Tako. kaj ne? In greva skupaj V v akcijo. Ja. In to pa sledijo pa res prav akcijski prizori, ki jih seveda ne smemo zdaj preveč povedati. Ne. Ampak ne vem, od tega do unega in tretjega, kar, a ne? Kar dobro, ja. Ja. Kar dobro. In moram reči, da tam je pa Boris že kar izkušen špion. Ja, še več novih zapletov, novih likov tudi, nekaterih. Po tem domnu se začne nasmihati sreča v ljubezni. To lahko povem. Tudi ene težave, pol manj kasneje, ampak o tem je še prezgodaj za govoriti. Drugače pa nič, kaj bi še kje bilo? Serija je tako pisana kot življenje, ne? Se nenehno nekaj spreminja, prihaja do težav, do srečnih trenutkov, zajema res čim bolj skuša prikazati življenje takšno, kot je. Ni bom rekla, kriminalka, ampak predstavlja življenje, a ne? In tako da se z vsakim likom zgodijo določene spremembe, tako kot je rekel Matej, prihajajo novi liki, novi zapleti, nove zgodbe, novi odnosi, ampak ker smo omejeni, da bi kaj bolj konkretnega povedali, bova zdaj utihnila. Ne moreva povedati. Tako. Na poslovnem področju absolutni napredek, prosperiteta, bogastvo, in to ne za Ivana, ampak za ves slovenski narod. Ja, Karmen pa vedno bolj ljubeč odnos z Ivanom. Taka prava žena je, ni? Ne, spletkarka je seveda vedno večja in večja. Ta dva imata pravzaprav tudi ta njun poslovni odnos se velikokrat skrha, pa spet sestavi, ker pač na nek način potrebujete drug drugega. V resnici pa pravzaprav imata vsak svoje poti in svoje niti vlečeta na svoj mlin. No, ne bi rekel, da Karmen potrebuje Ivana, Karmen potrebuje njegov denar, ne? Pa njegovega sina. Pa sina, ja. Grozna je Karmen, res. Moram reči, da tako negativnega lika še nikoli nisem igrala. Tako da kar mene pretrese včasih, ko kaj rečem, ker strašim se malo svojih besed, Karmeninih besed. Ja, zelo sodobna ženska. Ne, ni res. Zelo grozna ženska. Ja, Lovro je na takem bolj na precepu. Če je Robert res tisto, kar misli Lovro, da je, sumi, da ga res izkorišča z vsako epizodo, je o to bolj prepričan. Dvomi o to, da bi sploh še delal za to firmo. Še zmeri se pač utaplja v alkoholu in v depresiji, ampak počasi dobiva neke znake tudi z Krisove strani, tudi iz Dragičine smeri. Veliko ima prijateljev, ki ga skušajo pač prepričati, da to, kar dela, res ni pravilno. No. In tle se pa moje znate tudi zbližati, ne? Ja. Okoli Roberta in Ivana, ker se bo začel marsikaj sumati, kaj oni počnejo, in Lovro je ena taka vstopna točka v to podjetje, ne? Veliko ve. Ja. Kristjan Petek ima glede Lovra zelo slabo vest, ker je pač odgovoren za nesrečo, ki se je zgodila. In zaradi tega vztraja pri Lovru, ne glede na to, kaj Lovro naredi njemu. Ja. Ja, v bistvu sta Kris pa v prvi vrsti Dragica, no,
kasneje tudi še drugi pridajo pomagati Lovro, tudi da končno zve resnico, kaj se je zgodilo, kako se je zgodilo, kdo je kriv za vse. Tudi zamera mogoče počasi kopni napram Krisu. In tudi Lovro začne ceniti vse te prijatelje, ker skozi misel, da itak je sam na tem svetu, nikoli nobene ženske najdu, rad je sam, rad se zapija, ne pričakuje in noče pomoči od nikogar. Ja, čak se je zdravnik tle, ne, pri alkoholu zdravnik tako pomaga, ne, seveda. Če bomo tudi to videli ozdravitev, ne, nikoli ne veš. Idrija je blizu. Zelo. Tam da je hodijo ti, ne? Ja, ne vem, tam je nekaj. Baje, ne vem, mogoče bomo tudi Prej smo začeli govoriti o tem raziskovanju okoli Ivana in Roberta in te firme Baroni, ne. Tam se bo začelo veliko dogajati. No? Veliko bo akcije v smislu, da se bojo pojavili kakšni dokumenti zanimivi, obremenilni recimo temu, ki bojo povzročili nekatere stvari, ki bojo Kristjana potegnili v raziskovanje še bolj vneto. Zdaj seveda ne bom govoril, kaj je to ta stvar, ki se zgodi, ampak tudi ta stvar, ki se zgodi, bo pa povzročila še drugo stvar, da bosta Kristjan in Monika prišla bliže. Drugemu. Dobro, čakala si, da zaključiš to. Okay. No, to pa zdaj še nadaljuješ. No, to, kar je on povedal, je zelo podobno za Moniko. Je pa res, da ima vsak od naju še neke različne druge špure v seriji. Tudi Monika bo še naprej nadaljevala s tem raziskovanjem, hkrati se bo pa zgodilo še dost drugih stvari, ene dobre, veliko malo slabših, ampak predvsem se mi zdi, da bo zelo zanimivo. No? V nadaljevanju lahko pričakujete še nekaj ljubezenskih dram in pa tudi še kar precej družinske drame, no? Tako da v nadaljevanju bo še naprej pestro.